Dobrodošli v oddaji s knjigo. Danes bomo pogovorili o ljubezni. Z nami je Petra Dolenc, avtorica knjige Med vsemi njunimi svetovi. Petra, dobrodošla. Najlepša hvala za povabilo. Govorili bomo o ljubezni. Daj na kratko povej, o čem govori ta tvoja kar zajetna, lepa knjiga. Pa še smo jo skrajšali. Ja. O bolečini, o prtljagi, ki je vsak od nas tekom odnosov, tekom odraščanja, si jo nekako prilasti, misli, da je del njega, del njegove identitete in potem pusti tej prtljagi, tem vzorcem, da ga usmerjajo na poti. In zato potem vstopa v odnose, ki so mogoče napačni za njega, čeprav niso, ker se vedno iz njih nekaj nauči, v odnose, ki ga ranijo, ampak ga morajo, zato da lahko zraste. In nekako sem ta opažanja, te uvide, to modrost želela strniti v to čudovito knjigo. A smo lahko malo kar zelo konkretni, direktni. Velikokrat rečemo, nosimo sabo prtljago, imamo neke vzorce iz otroštva in potem to vlečemo v odnose. A lahko dava kakšen zelo konkreten, direkten primer tega? Lahko dava mene za primer. Evo. Jaz sem odraščala v družini, ki je bila bliže kaosu, kot nekemu redu. Nisem se počutila varna kot otrok. Zdelo se mi je, da nihče ne bo zares poskrbel zame, če ne bom jaz poskrbela zase. Si edinka? Recimo, imam pol brata, pol sestro. Ampak na koncu sem še vedno upala, da bo nekdo poskrbel zame. In sem svojo vrednost, da sem dobra, da sem vredna, da sem vredna ljubezni, predvsem to iskala v drugih. In potem sem se seveda zapletla v odnos, ki mi je postavil ogledalo. Mogla sem se razpočati, zdrobiti, se sest, da sem šele začela spoznavati, da ne rabim nekoga drugega, da jaz v bistvu sem vredna. Ne? Postavi ogledalo kaj? Kaj si v njem videla? Kaj ti je pokazal? Kako šibka sem bila, ker sem iskala svojo vrednost v drugih, svojo potrditev. Kako se to pokaže v kakšnih vsakdanjih dejanjih, dogajanjih? Kje si to prepoznala? Sebe ponižaš, stopaš sam nase, v bistvu še olajšaš drugi osebi, da stopi nate, ker če bo to naredil, se bo on boljš počutil in če se bo on dobro počutil, bo srečen in boš ti srečen, ker bo on srečen. In dejansko svojo radost baziraš na tej drugi osebi, ki pa ni resnična. In se daješ v nič. Zanimivo je, ko si mi na začetku rekla, ja, to je knjiga o ljubezni, to je ljubezenska knjiga, pa vendar je tako zapeljano, da noter se prepozna tudi veliko psihologije. Ravno to, kaj so vzorci, kaj se nam dogaja, ampak to je vse skupaj upleteno v zgodbo. Zakaj ta zgodba knjige Med vsemi njunimi svetovi? Ta zgodba, zanjo sem želela, da odpre oči tudi tistim, ki se mogoče danes znajdejo v podobni situaciji, v kakršni sem se jaz, ker vedno je pot naprej, vedno je rešitev, ampak vse se pa začne v nas samih. Prosti, v kakšni situaciji? Si rekla, v situaciji? V takšnem odnosu, ki škodi v bistvu eni in drugi strani. Lahko bi rekla, en toksičen odnos. Tako. Ampak tukaj res želim poudariti, da odnos, ki je toksičen, ni toksičen samo za eno stran. Tudi tisti, ki dejansko, bi lahko rekli, je narcis ali karkoli podobnega manipulator, tudi on je ranjen zaradi tega, ker rani drugega. Ti praviš podrediti se strahu zaradi ene nesrečne ljubezni, ki to sploh ni bila in največja bedarija vseh časov. Si prav ti zapisala. Tako. A lahko malo govoriva o tem, zdaj kar veliko si to raziskovala, najprej zaradi sebe, potem verjetno nehote opazuješ druge in vse to si spletla tudi v knjigi noter. Kaj bi rekla, se danes dogaja, da je toliko mladih, ko ne najdejo svojega res kvalitetnega odnosa? Rekla bi, da niso v stiku s sabo. Zato, ker se je tudi meni življenje obrnilo za 180 stopinj, ko sem začela meditirati, pa malo bolj sebe poslušati, svoje občutke, kaj si je zaslužim, vrednost dejansko graditi na sebi, ne na drugih. In mislim, da so tudi mladi danes zmedeni glede tega, predvsem velike tega interneta, pa TikTok video, pa vsega tega, kar meša malo glavo. Ampak čim si v stiku s samim seboj, ne moreš zase izbrati napačne odločitve in napačne osebe. Kako pa prideš v stik sam s sabo? Malo si že omenila. Ja, jaz zaprem oči, sem v tišini in to potem ponavljam leta, dokler v bistvu ne začutim razlike. Mislim, to je meditacija. Zdaj, na začetku je bilo tudi meni smešen sedeti, pa takole sedeti, pa biti sama s sabo, ampak težko je biti sam s sabo, če imaš nerazrešene stvari. Res težko.
Tako da, ko premagaš sebe v tisti tišini, pol veš, da lahko premagaš vse. Vse pa pravijo, da, kar smo že malo menili, da iz otroštva poznamo neke vzorce, v družini vidimo, kakšen je odnos, zdaj tu, če zavestno vemo, razumsko vemo, da to ni to, kar si želimo, ne hote to nekako privabimo in to dobimo v partnerju. Ja. Kaj se tebi še dogajalo? Je to bil en tak odnos, pa potem si začela raziskovati? V bistvu, ja, mislim, da je bil ta odnos nekaj, kar sem si na nezavedni ravni izbrala, zato ker sem bila ustvarjena za več. Tako, ker se tudi vsaka bolečina, ki jo doživimo, se nam zgodi zato, ker ona ve, da smo ustvarjeni za več. Lahko to malo razložiš? Ja. Če mi ne poznamo svoje vrednosti, ne vemo, če vse smo sposobni, do kam lahko zrastemo. Jaz si nikoli nisem mislila, da bom enkrat sedela na tem stolu in držala svojo knjigo v rokah in tukaj sedim in držim jo. In, če si pa... In to čudovito knjigo, če smem pripomniti. Res, čudovit besedni zaklad, to je tako bogat besedni zaklad, tako lepo se bere, taka zgodba, da je užitek od začetka do konca brati. Tako da si tudi ustvarjena očitno za pisanje. Ja, prosti sem te prekinila. Lastna vrednost. Ja, lastna vrednost. Čim pa jo enkrat spoznamo, se ji začnemo zavedati, lažje izbiramo tudi ljudi, ki so dobri za nas. Ne bo nas več privlačil nekdo, ki nas bo poniževal, ki nas bo dajal na stranski tir, ampak nas bodo dejansko privlačili zdravi ljudje, zdravi odnosi in danes to živim. In v bistvu ta zgodba, jaz, ko sem začela pisati, nisem vedela, da bom jaz s tem, dajmo reči temu tako, manifestirala svoje življenje. Ne? Ampak s tem, ko sem jo pisala, se je tudi potem pri meni pojavila oseba. In, se pravi, na nek način, ko si pisala knjigo, koliko časa si pisala? Začela sem jo pisati 6 let nazaj, Ja. Potem sem jo za 5 let opustila in potem, ko sem bila na dnu po dolgem času, zaradi nekih drugih zadev, je bilo pisanje edina stvar, ki me je spet spravila v normalno stanje. Da sem lahko dihala, da nisem rabila več kričati, samo rabila sem pisati. In videla sem, da je zelo dobro bila postavljena zgodba. Zakaj ne bi nadaljevala? Videla sem potencial in začela nadaljevati tam, kjer sem ostala. In si v bistvu spisala zaključek te knjige, Ja. ki je čudovit. Ja. In potem se ti to v življenju tudi zgodilo. V bistvu sem ga napisala, ko sem živela svoj srečni konec. Namen knjige je bil dati meni, pa vsem podobno mislečim, mogoče v podobnih situacijah, v kakršni sem bila jaz, upanje. In to mi je dala. Upanje za kaj? Za boljši jutri, upanje zase, upanje, da bo vse v redu, predvsem pa upanje za ljubezen. Ker si vsi zaslužimo, vsi jo imamo na voljo, samo najprej moramo stopiti v stik s sabo, jo začutiti v sebi in potem jo lahko delimo. In ona bo zagorela, tako kar tu noter. Kaj bi rekla, kakšni vzorci ali pa take klišejske zadeve, ki se nam dogajajo v življenju, mnogim, si zajela v to knjigo? Kdo bi se noter lahko prepoznal vse? V različnih vlogah, ker je tudi več oseb vključenih. Ja. Prepoznajo se lahko otroci, ker notri v bistvu omenjam tudi neko družino, povsem sem si jo izmislila. Kako, ko se zgodi neka travma, znajo starši ranjenega otroka veliko bolj ali ščititi, ali pa v neki taki moški vlogi, dej ne jokati, za fante se to ne spodobi. Ne? Potem se lahko sorojenci ob tem počutijo zavrnjene, nevidene. Poleg tega knjiga opisuje izgubo ljubljene osebe, ki je dejansko zapustila ta svet. Opisuje izgubo ljubljene osebe, ki pa je še vedno na tem svetu. Katera izguba je zdaj hujša oziroma za koga? Zakaj? Takšna vprašanja poraja v nas ta zgodba in verjamem, da se lahko marsikdo prepozna v tem. Mene se dotakne tudi to, ker marsikdo reče, oziroma veliko se dogaja okoli nas, ko se enkrat razočaran v ljubezni, potem že kar naprej rečeš, jaz za to nisem in se tega braniš in to nočem več s tem imeti. Vržeš puško v koruzo, ja. To. Tudi jaz sem to Potem naredila. recimo je ena oseba tudi, ko je imel, lahko rečem, da je ženskar, malo ženskar je. A zaupa taki osebi ali ne? Kot punca, ki ne. Točno to. Potem so, kaj so bile še take zanimive, recimo tudi alkohol, potem take malo, zanimivo je tudi noter bilo brati take igre, ki smo jih verjetno vsi kdaj doživljali ali pa saj opazovali, ko si na nek način želiš, da drug mačkan je ljubosumen
Mal trpi. Pa se nekomu to zgodi, potem je kontra, on odigra, zdaj pa tako naredi, da še ti ljubosumen. Ta ego. Odkje ti vse te igre, vse ta ideje? Lahko rečem, da se je knjiga na koncu pisala sama. Jaz sem bila sam tam za računalnikom, ampak jaz nisem imela vnaprej določenega scenarija, kaj se bo zgodilo. In to mi je bilo najbolj všeč, ker jaz dejansko nisem vedela, kam me bo peljalo naslednjo poglavje. Vmes sem imela tudi eno sceno, za katero sem bila prepričana, da bo prišla na konec. Ampak se je zgodilo že dosti hitro. Tako da... Kjer del je tebi najljubši v knjigi? Katera zgodba? Toliko jih je, ampak mislim, da osebno najljubši del mi je ta, ko je junakinja pisala lastno knjigo, da je lahko izlila malo lastnega razmišljanja, postavila vprašanja, ki si jih postavlja vsak izmed nas. Jaz sem si jih postavljala. In ta del mi je tako iskren, tako ranljiv, da bi rekla, da je moj najljubši. Ja. Zdaj, če grejo pa samo konstrukt same zgodbe, kako poteka zgodba? Kaj se zgodi? Dva se zagledata. Tako, glavna junakinja je ranjena zaradi prejšnjega odnosa, glavni junak je ranjen zaradi izgube ljubezni, dva se srečata, nekaj se zgodi med njima, neka energija steče in res, to se je tudi meni zgodilo in vem, da steče, ne moreš zanikati, klikne. In je zanimivo, da prijatelji vidijo, še predno ona dva to vidita, pa zaznata nekako. Ja, nista si priznala glih zaradi bolečine in travm, nista hodila še enkrat čez to, bo srce sploh še enkrat preživelo, če se še enkrat razloma. Potem se seveda lovita, on na koncu premaga svoj ego, ji piše, se družita, še bolj steče energija. Na koncu pa splet okoliščina nese, da se jima preteklost vrne. Bolečine, strahovi. Tako. Ona je njemu namerno izpustila določen del svoje preteklosti, na katero ni bila ponosna. In on je njej namerno izpustil en del. Zdaj pa to pa kot dva titana trešči skupaj in se svet zaseda v prah. Kaj bosta naredila? Potem pa izguba zaupanja, kako boš zaupal taki osebi. Točno to. V bistvu zelo življenjske vsakdanje situacije, ki jih doživljamo. Ja. Predvsem zelo močen je ta del, kako iz preteklosti vlečemo bolečine, strah. Sploh rajš ne poskusiš še enkrat, kakor da poskusiš in s tem daš možnost, da boš še enkrat kot trpel. Ja. Potem je ta boj med tem, a gremo to, vleče me, po drugi strani ne, me je strah, rajš ne doživljam spet tega in stalno sta v nekem tem notranjem boju, oba dva. Tako. Ampak če se ne odpremo, ne bomo doživeli vseh lepot, ki so nam namenjene. Ampak potem sredi knjige ona dva dejansko se razideta. Ja. Kako pa to? Kaj potem? Ona se odloči, da bo napisala knjigo. Da bo to nekaj, kar jo bo pozdravilo, da bo lažje razmišljala. V bistvu je že on v njej prepoznal ta potencial, on jo je tudi nagovoril k temu. In ona mu je obljubila, da bo napisala in se je držala te obljube. On je pa njej enkrat rekel, da jo ima tako zelo rad, da če bi znal, bi napisal pesem. In ko se razideta in napiše, zame je ta pesem čudovita, in tudi on se je držal svojega dela obljube. V bistvu še vedno, kljub temu, da so bila narazen, je bilo toliko ljubezni med njima, da nista mogla kar izbrisati drugega življenja. In potem seveda glavni junak se potrudi, da bi ponovno prišel v stik z njo, malo gre preko prijateljev, potem so te igre, ki si jih že prej omenila, da bi bil drugi malo ljubosumen, ampak na koncu pa vseeno je združen iskren pogovor. Kaj mi je bilo še zelo lepo? Kljub temu, da nista bila skupaj, je on bil pristno presrečen, ko je slišal, da je ona izdala knjigo. Ker ve, koliko njej to pomeni. Je zelo neegoistično gledal na njo. Ja, želela sem prikazati razliko med delovanjem iz ega pa duše. Ker ego, ta je poseben. Ta nas drži nazaj, ta nas želi v trenutku, ko začuti povišati, stopati na drugega, da smo mi boljš počutili, duša pa tega ne bo naredila. To je pa čista ljubezen in to sta ona dva bila drug do drugega. Če se bi rekla, da je v vsakdanjem življenju danes več, ali obojega enako, ali pa drugače bom postavila vprašanje. Kako vidiš današnje odnose v tvoji generaciji, v naši generaciji? Moj krog prijateljev, čista duša. To so... Kje so bili oni celo moje življenje, ne vem, verjetno so se skrivali pred mano, ker sem imela tudi jaz veliko nerazrešenih stvari. Ampak nasploh, kar pa slišim, vidim, se mi pa zdi, da je veliko tega dokazovanja, boja za premoč,
nadvlade, ni nekaj iskrenosti. To pa spet predvidevam, da zato, ker se človek dejansko boji biti tudi iskren sam s sabo, ne? Kaj bo to prinesel iz gladin. Kako pokomentiraš to, da marsikdo reče, jaz sem dovolj sam sebi, srečno samski? Verjamemo, ker sem tudi jaz prišla do točke, ko sem bila dovolj sama sebi. Jaz sem tudi zdaj dovolj sama sebi. Ampak je pa tako čudovito, ko si ti dovolj in je druga oseba dovolj. In to delita, to je pa next level, če tako rečem. Mislim, že sem, če se tebe posluša, popazuje, veš, da je knjiga polna ljubezni in tega lepega. No, ampak moram poudariti, ni daleč od tega, da bi bila pa podcukrana, ampak je komplet tudi izjemnih bolečin, realnih težav. Življenjska. Še en lep odlomek, da preberemo iz knjige. Težko se je predati in v polnosti zaupati, ko pa so bili konci do sedaj vedno servirani z razočaranjem. Še težje pa je zaupati v lastno presojo, v lastni glas, ki te je že tolikokrat poprej skušal prepričati, da je varno skočiti, a si se po bolečem padcu neznano vrnil neprepoznaven. Pa sploh kdaj postane varno? Ne. Bi rekla, da ne. Sem treba izskočiti in zaupati. No, kaj bi pa rekla potem nekomu, ki je v podobni situaciji, kot si bila ti, ampak mogoče že 3-krat doživel taka razočaranja in vsakič je verjetno težje. Kaj bi tako mu rekla? Da ne pušča stik sam s sabo. Ker bo potem to spremenil, tudi kaj bo njega privlačil. Mene tudi včasih, ne vem, danes rečejo mladi nek bad boy, wow, super fajn, danes rdeča alarm, črta stran, ni šanse. Mislim, ni šanse že tako, ker če živim čudovit ljubezenski odnos, ampak kakšni smo mi v sebi, to kakor znotraj, tako zunaj. No. Potem bi lahko tudi rekla, da če nisi v nekem zdravem odnosu, kaj po tem primeru, toksični odnosi, nezdravi odnosi, po drugi strani imaš si kdo misel, rajš to, kakor da sem sam, kaj bi pa takim rekla? Rajš sam, kakor to. Ker sam sebi, če recimo, da vas zdaj vzeti res tako absurdno toksičen odnos, sam sebi nikoli ne bi mogel česa takega delati, početi, kot ti to počne druga stran. Je pa res, da si sokriv v tem odnosu, po mojem mnenju, ker še vedno si del tega, ker ne greš stran. Noben ni tako šibek, da ne bi zmogel sam. Vsak ima v sebi glih prav moči, da premaga svoje izzive. In vzorce in te zadeve, ki nas omejujejo. Potem bi lahko rekla, da nekdo tudi, ki je imel mogoče težko otroštvo, gledal nezdrave odnose svojih staršev, zmore zgraditi zdrav odnos? Lahko, ker sem jaz zaživi dokaz. Tako da, zmore. Kako zaključiš knjigo? In da človek res lahko ima vse. Zrla sta drug v drugega, kot bi strmela v zvezdnato nebo. Kajti najti nekoga, ki vidi isti svet kot ti, je v današnjem času redkost. A ni nemogoče. Samo spomniti se moramo, kaj resnično pomeni verjeti vase, v svoje sanje in v ljubezen, ki nam je bila namenjena že od začetka časa. Kaj bi rekla, za koga je ta knjiga? Ali če sem tak kritičen bralec, v Sloveniji se vsako leto izda 6000 novih knjig. Slovenci smo tudi prvi po številu izdanih knjig na prebivalcev v Evropi, se pravi v Sloveniji ogromno knjig pišemo. Zakaj bi izmed vseh knjig, ne le slovenskih, ampak tujih, posegla ravno po tvoji? Zato, ker se bo vsak prepoznal v delčku nje, v neki osebi, v neki situaciji in vsaka ta situacija ali oseba mu bo dala misliti. Verjamem, da kdor prebere to knjigo, po njej ne more biti več enako, kot preden se je lotil brati. In kaj konkretno dobim s to knjigo? Če sem jo zdravi, kaj mi ponuja? Neko zavedanje, zavedanje sebe, lastne vrednosti, občutkov, iskrenosti do sebe, do tega, da se človek najprej v bistvu zazre vase, preden poseže po recimo toksičnih odnosih, po situacijah, ki mu naredijo več škode kot koristi. Zdaj bi te pa še prosila, če boš nekaj prebrala, ker je res zelo, zelo lep odnos. Videli smo že po odnosih. Zelo lep opis knjige. In sicer, če preskočiš ta prvi del in potem spodaj prebereš. Ne boli ljubezen, bolijo strahovi in rane preteklosti, ki jih skušamo preslikati na njo.
Vsak od nas je zaznamovan z ranami, ki jih je pustila preteklost. A ta ni nekaj, kar lahko preprosto odložiš. Če se z njo ne soočiš, te požre in odnese priložnost novega začetka. Tudi Stella je bila v preteklosti globoko ranjena. Zato si zdaj želi več, več od drobtinic, več od površinskosti. A kljub bolečini in ljubezni, in kljub boleči ljubezen, v njenem svetu še vedno ostaja najlepša sila, čeprav pred njo nezavedno beži. Tim je že ljubil in izgubil. Žalost in krivda sta ga izropali vsega, kar je nekoč bil. Ljubezen ga je oblikovala in ga uničila. Zato ne verjame več v srečne konce, dokler se ne sreča z njo. Torej, oba sta zaznamovana, oba ranjena. A je življenje ni združilo, da bi drug drugega rešila, temveč da bi se naučila, kako ne pustiti preteklosti oblikovati prihodnost. Petra, zdaj pa čisto tvoj pisateljski del. Odkje ti ta ljubezen do pisanja in odkje je tak bogat besedni zaklad? Ustvarjala in pisala sem, odkar sem znala brati. Kot otrok sem ogromno knjig prebrala. Mami me je vprašala, če bom kdaj počela še karkoli drugega razen brala, ampak jaz sem že, ne vem, v prvem, drugem razredu brala take knjige, brez slikanic, ker svet me je potegnil, ta knjižni svet me je res potegnil vase. Potem sem začela stripe pisati, pa eno zgodbico, pa eno kriminalko pred 12, imela je 12 strani drugače. Ja, kriminalka. Ja. Ampak ko pišem, se čas zame ustavi, svet, kakršnega vidim trenutno, neha obstajati in sem samo še jaz s to gorečo ljubeznijo do pisane besede plus do slovenskega jezika, ker mi je to najlepši jezik. Itak. Ampak ko pišem, postanem oseba, kakršna se počutim, da mi je namenjeno biti. In ko pišem, lažje diham, lažje razmišljam in to je moja terapija. Če imam slab dan, moram iti sam pisati. Ali je to blog, ali je to pismo sebi, komu drugmu, knjiga, sam da pišem. To me ohranja pri zdravi pameti. Bi lahko rekla, da si talentirana in rojena za pisanje? Čutiš to? Ja, čutim. Ja. Zdaj bom pa še malo bolj kritičen bralec ali pa ne bralec in bom rekla, pa zakaj knjiga, le ko je debela, jaz nimam časa, raj poslušam podcaste ali pa na spletu nekaj preberem ali pa filmi. Zakaj ravno tiskana knjiga? Ker je doživetje. Čisto doživetje. Jaz bom tudi rekla, tiskana knjiga je nekaj povsem drugega kot e-knjiga. Pa imam tudi jaz Kindle doma, pa kdaj kaj gor preberem, ampak jaz imam tudi veliko knjižno polico. Sem tudi dragemu zdaj rekla, ko se selva v nov dom, veš, če me boš pa res rad, bom pa nekoč imela eno knjižno polico, da bom lahko z lestvijo, levo, desno, ne. Knjige v tiskani obliki so povsem drugo doživetje kot karkoli drugega. Drži, mislim, podpišem. Pisano na mojo dušo. Ja. Na kratko pa si povzela tudi sama, to je zgodba za vse, ki želijo zaceliti svoje rane in ljubezen doživeti v njeni najčistejši obliki. Jaz bi pa še dodala, da je to tudi knjiga za vse, ki želijo verjeti ali ponovno verjeti v tisto res pravo ljubezen, ne glede na to, kaj se je dogajalo predtem, iz kakšne preteklosti izhajajo. Ker človek res lahko ima vse. Ja? Ja. Bi bila to zaključna misel? Tako. Človek res lahko ima vse. Petra Dolenc, iskreno verjamem, da si res rojena za pisateljske vode, ker knjiga je, mislim, zgodba je čudovito spletena in besedni zaklad in konec koncev ima več nivojev. Nekaj je zgodba, znotraj tega se pa res prepozna te vzorce, te psihološke vplive, ki jih imajo na nas in na naše odnose. In ti res močno želim, da kot pisateljica zasiješ in te pozna ne samo cela Slovenija, ampak širše. Hvala, da si bila z nami in hvala za tako lepo knjigo. Hvala za povabilo. Hvala za to.